Projekt je nastal, oziroma razstava je nastala v okviru projekta Land of Human Rights. To je projekt, triletni projekt, ki ga pripravlja 6 inštitucij skupaj iz različnih dežel Evrope. Gre namreč za to, da se ukvarjamo z deklaracijo o človekovih pravicah iz leta 1948 in vsaka galerija je na nek način lahko pač ustvari oziroma interpretira to deklaracijo na kakršenkoli način. Jaz sem se odločila, da glede na situacijo, ki je v Sloveniji v tem trenutku, se pravi, da je življenje umetnikov, vizualnih umetnikov zelo težko, če skoraj ne na nekem robu, da povabim Tino Smrekar, ki se ukvarja s to temo že kar nekaj časa, ne samo v svoji umetniški praksi, ampak tudi razširja to na razstavno dejavnost. Namreč lani je pripravila projekt Survival v galeriji Miroslav Kraljevič in da skupaj snujeva to razstavo. In najbolj nama je ustrezal 23. člen, ki je člen, ki se ga da na trenutno stanje v sodobni vizualni umetnosti v Sloveniji popolnoma aplicirati in to so pa skušale prikazati preko razstave. Ja, v bistvu pač podlaga te razstave je tudi moj projekt Survivor in kot je že Lenka povedala, tudi ta razstava, ki se je zgodila v galeriji Miroslav Kraljevič v Zagrebu. In iz te razstave je tudi recimo predstavljen video Suzanne Schmidt iz Nemčije, kjer predstavlja, kaj so umetniki avantgarde počeli zato, da so preživeli. Poznamo njihova dela, ne vemo pa, s čim so oni se preživljali. Potem imamo tukaj recimo Makina Zois od Janeza Janše, Art Fan Club iz Srbije, Mladen Stilinović iz Hrvaške, Sonda predstavljata fundacijo Sonda oziroma ustanavljanje fundacije Sonda, Radio Cona, Irina Pivka in Brane Zorman, Petra Ferjancova iz Slovaške se ravno tako ukvarja z povprečnim umetnikom, potem Lučezar Bojadžijev iz Bolgarije se sprašuje, koliko denarja je bilo namenjenega oziroma porabljenega zanj, vendar ne danega njemu. In kaj bi morda bilo, če bi ta denar bil dan njemu in bi on lahko mogoče malo bolj normalno živel v Bolgariji s tem denarjem. Kaj ta razstava mislite, kako bo premaknila kaj pač tudi naše države stvari v prid umetnikom? Jaz bi rekla, da sama razstava ni mišljena, da kaj premakne, je pa mišljena, da opozori na perečo problematiko oziroma na to težko preživetje umetnikov. Namreč tukaj je toliko segmentov, o katerih je treba govoriti, ravno zato pripravlja v okviru te razstave tudi eno okroglo mizo, na kateri se nam predstavlja danski kolektiv in pa avstrijsko združenje umetnikov, medtem ko potem v torek vabiva okoli 12 avtorjev, se pravi in ustvarjalcev, tako delavcev v kulturi, ki bi morda na nek način predstavili svojo situacijo in po drugi strani bomo skupaj razmišljali o tem, kako lahko kolektivno nastopimo in skupaj kot nek kolektiv morda izborimo neke boljše pogoje za kulturne delavce, zaposlene izven javnega sektorja. Predvsem na tem je poudarek, se pravi, gre za samozaposlene v kulturi, gre za freelancere, se pravi, nekako se izognemo mogoče tem javnim zavodom, ampak mislim, da za javne zavode nekako na nek način, pa ne bi rekla, da je zdaj njim rožno, to je poskrbljeno, ampak samozaposleni pa so v večini primerov prepuščeni v miloščino oziroma nemiloščino te države. Tako da to nekje je vrh celotnega dogajanja. Razstava pa recimo, da služi neka dela direktno interpretirajo ta 23. člen, medtem ko druga so neka interpretacija tega člena zdaj, morda bolj poetična, morda humorna. To jaz mislim, da je pa od obiskovalca odvisno, kako jo vidim. Sem prej preslišala, kaj je to ta 23. člen?
Vsak ima pravico do dela, vsak ima pravico do pravičnega plačila za svoje delo, pravico do združevanja, pravico do kvalitetnega oziroma dostojnega življenja njega samega in njegove družine, kar je pogojeno s tem, da je plačan za svoje delo. In ko govorimo o sodobni vizualni umetnosti, mislim, da nam je vsem jasno, da mora umetnik čez dan delati stvari, ki so vrednotene s plačljivim, se pravi, da so plačani za to. In zvečer, seveda, smo se zanč ravno hecali z Branetom Zormanom, zvečer naj pa umetnik pa čaka na inspiracijo in če še ni preveč utrujen od dnevnega dela, naj pa še kaj postori, da bo potem zabaval javnost, kaj ne da. Malo vsebine za kulturo proizvesti. To manj sva sicer zdaj cinični, ampak tako nekako je v resnici. Konec koncev vse umetniki oziroma kulturni delavci, samozaposleni v kulturi, dnevno borimo za neko golo preživetje. Nekaterim je seveda lažje, nekaterim težje, ampak konec koncev jaz mislim, da vsi počnemo ogromno drugih stvari za to, da lahko plačamo račun za elektriko. Mašina Zois se imenuje. Laška Mašina Zois. In kako ta zadeva deluje, mi malo razložiš, pa predstaviš? To je v bistvu kako že elektronski mecen. Se pravi, vstaviš denar in potem zbiraš denar za kulturo, za vsa področja kulture in konkretno za art servis.